Znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokratna tema ni prav nobeno presenečenje. 9.9. v letu 9. Ne glede na to, ali vi to oddajo spremljate leta 2025 ali 2050, ali jo spremljate 9.9. ali se piše januar, februar, ne glede na časovni okvir, tile nasveti vam bodo pomagali pri tem, da stvari spustite, preobrazite in postavite na novo. Veliko besed na pa bomo danes povedali, vsa simbolika števila 9 pa je spodaj v opisu. Različne kulture, različne navade, različni koncepti, različne razlage. Z numerološkega stališča je število 9 še kako posebno. Z numerološkega stališča simbolizira skupek vseh energij od 0 do 9. In kot takšna je seveda 9 zelo močna, simbolizira zdravljenje, simbolizira zaključevanje in pa preobrazbo ter nov začetek. In ta korak, dragi moji, največkrat pozabimo. Največkrat, ko govorimo o številu 9, na ta tako zelo ključen del, ki se mu reče žetev, sprejemanje, uživanje, sočutje, pozabimo. Torej, dragi moji, naj bo 9.9. in pa vsak dan opomnik, da si vsi zaslužimo sočutje, da smo ga vsi že kdaj pobiksali, da ga bomo še pobiksali, da se nam je in se nam še bo zgodila krivica in da pravzaprav maščevalnost, da pravzaprav ta negativna privoščljivost dodaja k negativi nek pozitivi. In vsi smo vendarle samo ljudje, vsi smo lahko prizadeti, vsi smo lahko jezni, vsi smo lahko v slabi koži, vsi si lahko kdaj želimo tudi kaj slabega. Zelo, zelo pomembno je, da ne zatiramo svojih čustev. In če je kaj prinesel mrk tik pred 9.9., je to, da so čustva bruhala na plan. Mi pa se bomo osredotočili na to, da bomo stvari nekako spuščali in zdravili. In zato si bomo vzeli čas za en lep obredek. Jaz bom tako rekla, vsi tisti, ki se temu smejijo, kar naj se smejijo, ampak če pogledamo v zgodovini človeštva, vse kulture, vsa ljudstva, tudi vse veroizpovedi vsebujejo takšne in drugačne rituale. In naj bo ta ritual pravzaprav posvečen čas vam. Tistemu, kar vas teži, tistemu, kjer še vedno potrebujete zdravljenje in tistemu, kar želite preobraziti. Se pravi, pričeli bomo s prvim P-jem in pripravili bomo prostor, pa tudi sebe. Lejte, mogoče boste dali si nekaj v laske, morda se boste lepo oblekli. Predvsem pa bom rekla takole. Pripravite 10 sveč. Prvih 9 sveč bomo uporabili za to, da bomo stvari spuščali in zdravili in eno svečko bomo pustili za kasneje za drugi del tega ritualčka. Pripravite si nekaj zapisati in pa pripravite svoj prostor, svoj sveti osebni prostor na način, da bo vam všeč. Morda boste prižgali dišečo svečko, dišečo palčko, morda boste prižgali sveti les, morda boste pogongali. Ljudje smo si med seboj različni. Jaz sem velik zagovornik tega, da se je potrebno zavedati, da neke stvari, ki so zame super, mogoče za vas niso. Jaz osebno obožujem sveti les, obožujem žajbelj, marsikoga ta vonj moti. To ne pomeni, da imamo tam nekega kar hudiča v preobleki, to pomeni, da smo si različni. Se pravi, na ta dan, ko boste tale ritual izvajali, piti veliko vode prej in potem, morda boste, kot sem rekla, prižgali kadilo, morda si boste pripravili posebno glasbo, morda se boste drugače oblekli, morda si boste zabarakadirali v neko sobico, morda boste šli v naravo. Bodite nekje, kjer se počutite varni in kar je še najbolj pomembno, nekje, kjer vas nihče nikakor ne bo zmotil, torej, dragi moji, mobitele na off. Torej, pripravimo prostor in se povežemo s seboj. Ne izvajati rituale na hiter, na pol, brati zraven, gledati, če ste točno čisto vsako besedico, ki ste jo nekje prebrali, da je potrebno izgovoriti, pravilno izgovorili, ne rečem, pri določenih zadevah sigurno je to zelo, zelo pomembno. V tem primeru pa je pomembno, da ste povezani s seboj, da se povežemo s tistimi globinami, ki sicer ne dobijo glasu. Morda je sam stil življenja prehiter, morda ste na to že pozabili, morda ste menili, da ste že preboleli, pa se zdaj dviguje v malo drugačni obliki. Smo v čustveno izjemno intenzivnem letu. Torej, dragi moji, pustite besedo sebi. Pripravite prostor, povežite se s seboj, pustite besedo sebi. In na to pišite.
Tudi če ne marate pisanja, veste, včasih, ko začnemo pisati, pa ne vemo, kaj bi napisali, kar steče. Pišite vse, kar vam gre na živce, vse, kar bi radi pretrgali, vse, česar imate poln kufar. Pomanjkanje neplačanih položen, zoprnega šefa, tašče, soseda, moža, žene, sploh ni važno. Naj privre ven iz vas. Pišite, 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 pišite. Ne glejte na slovnico, ne glejte na pisavo, samo doživljajte in pišite vse, kar želite spustiti, opustiti, vse, od česar želite iti stran, vse, kar morda še vedno boli in potrebuje zdravljenje. Pišite, 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 pišite. Naj se vam nikamor ne mudi, ni pravih in ni napačnih odgovorov, brez občutkov krivde. Denimo, da nosite v sebi še zamero do svojih staršev, ki jih imate zelo radi in so preminili in imate zdaj občutek krivde, ker vas je pa nekaj, ko ste bili stari 4 leta, tako zelo prizadelo, da zdaj, ko ste stari 50, vas še vedno nekako malo zaboli. Nič hudega, bistvo ni, da kritiziramo druge, to ni spisek, ki ga bomo pol dali, glej, Bog kaznuj jih. To je spisek, kaj želimo pustiti v preteklosti. Torej, dragi moji, brez cenzure in brez filtrov. In ko bo vse to napisano, želimo pretrgati s preteklostjo, pretrgati s temi občutki. Se pravi, pretrgajte papir na pol. Pretrgajte na pol in enostavno prepustite svetlobi tako, da to na varen način zažgete. Morda bo to neka posoda, ki ni vnetljiva, v kateri boste to zažgali. Morda boste dejansko šli v naravo in boste to naredili na pesku, ob vodi. Pomembno pa je, da ko to zažgete, prepustite svetlobi. Ogenj je eden izmed najmočnejših orodij, elementov transformacije. Ogenj pravzaprav je svetloba. Torej, ko mi pretrgamo in prepustimo svetlobi, pravzaprav, kar s tem povemo, je, da naj se zgodi za najvišje božansko dobro, za nas in za tiste osebe, na katere smo bruhali ali zaradi katerih smo bruhali gnev. In to je eden izmed najbolj močnih ritualov, ki jih lahko počnete. Kajti pravzaprav, ko prepustite svetlobi, se ne ubadate s karmo, z maščevalnostjo, z nekimi nizkimi vibracijami, katere naj vendarle ne bodo več del vašega življenja. In opazujte ta ogenj in bodite hvaležni za to izkušnjo, kajti sigurno vam je dala določena znanja, določene veščine in določeno moč, ki jo sicer ne bi imeli. Če ste v naravi, če le imate možnost biti ob čisti vodici, si dajte umiti roke v čisti vodici in obraz tudi, sicer pa prosim, sprehodite se do svoje kopalnice, umijte si roke, umijte si obraz, osvežite se. Gre pravzaprav za to, da simbolično voda in ogenj sta si nasprotujoča si in v tem trenutku, v tej situaciji bomo vodo nekako uporabili kot mejnik za nekaj novega. Torej, če imate možnost iti k vodnemu izviru, kot je denimo Kamniška Bistrica, na vrh neki močilnik in tako naprej, to bi bilo sploh idealno. In v tem trenutku se boste postavili zdaj k tej vodici, kar lahko pomeni tudi, da v kuhinji ali v kopalnici pustite pipo, da teče, če ne gre drugače. In bomo postavili na novo. Kar pomeni, to sem pa pozabila, se pravi, prvih 9 sveč smo prižgali za prvi del rituala in s temi 9 svečami potem tudi ta papir zažgemo. Teh 9 sveč lahko pustite, da dogorijo do konca, če imate čas. Je pa pomembno, da niso v istem prostoru z vami, ko opravljate drugi del rituala. Se pravi, če boste denimo svečke prenesli s seboj v kopalnico, tam zažgali papir, pustite potem svečke in to v kopalnici, vi pejte v kuhinjo, se tam osvežite z vodo in bodite v drugem ločenem prostoru, kjer naj bo okno odprto. In prižgite to eno svečko in postavite na novo in podarite svetlobo nečemu novemu. In zdaj pišite, kaj je to novo, česar si želite. Morda to ni ločitev, morda je lepši odnos s svojim partnerjem, partnerko. Morda to ni nova služba, morda je transformacija službe. Velikokrat življenje doživljamo tako zelo črno-belo, tako zelo trdo in rigidno, pa vendarle ni. Marsikaj se da rešiti, če smo sočutni,
če imamo odprt odprto srce, dejstvo pa je, da če je na drugi strani oseba toksična, če na drugi strani oseba ne želi nadaljevati odnosa z nami, če je na drugi strani služba, katero smo že zdavnaj prerasli in nam gre za to vse na živce, ker nam želi duša povedati, da je naš čas tam pošel, potem nam noben obred ne bo pomagal. Pomagalo pa nam bo, če bomo rekli, da želimo postaviti na novo naše poslovno življenje, ljubezensko življenje, da si želimo uspeha, da si želimo ljubezni, da si želimo povezanosti in čim bolj natančno opišemo, kaj je tisto, česar si želimo več. In tako usmerimo energijo v pravi smeri, tako prikličemo prave ljudi, drugačne situacije in tako lahko tudi preobrazimo dana partnerstva, prijateljstva, sodelovanja in tako naprej. Se pravi, zdaj pa pišite in pišite in pišite in sploh se ne omejujte s tem, ali je to možno ali ni možno, in če si želite, da bi vam prišel Elvis Presley pet na poroko, napišite tudi to. Uživajte pri tem, gledajte, da imate nasmeh na obrazu, bodite igrivi, bodite tako kot otroki piše Božičku. No, ne glede, rekli smo, od prvih 9 sveč lahko pustite, da dogorijo drugje ali jih upihnete po temu, ko je papir zažgan. Ta svečka, ta ena svečka, ki ste uporabili za nove poti, pa naj dogori. Sedite v tem prostoru, ki ste ga ustvarili zase, in uživajte v prihodnosti. Ko postavljamo na novo, ko karkoli postavljamo, pravzaprav prihodnost informiramo, kakšna si mi želimo in smo se odločili, da bo. Torej, dragi moji, število 9 je tisto, ki resnično simbolizira veliko stvari. 9.9. zelo močen datum, podobno 10.10., tudi 10.10. bomo delali ritualčke. Veste, rekel, mačka ima 9 življenj. Mogoče, ko boste z vsem tem končali, pa se boste usedli na sedežno, mogoče se vprašajte, čez koliko življenj ste šli pa vi, čez koliko etap, katere stvari se morda v tem trenutku zdijo, kot da so stvar prejšnjih življenj. Kot da so tako zelo zaključene, da so res samo en oddaljen spomin. Veste, koliko lepega vas še čaka. Veste, koliko neverjetnih trenutkov, sreče, lepote, ljubezni vas še čaka. Naj nam tole število 9 pomaga spustiti, kar ni dobro za nas. Stopiti dol s poti, ki ne vodijo več nekam, kjer je lepo. Če primerjamo 8 in 9, 9 je tista, ki tale repek malo manjka. Zato včasih ljudje, in tudi mi vsi, ne samo tisti, ki imajo število 9 močno prisotno v svojih izračunih, zajamemo vse. In velikokrat smo ohlapni z našimi afirmacijami. In ko rečemo, sprejemamo vse, dragi moji, to je zelo nevarna afirmacija. To pomeni, da sprejmete dobro, slabo, svoje, tuje, preteklost, prihodnost, mešano na žaru. Bodimo zelo specifični v naših definicijah. Bodimo zelo zahtevni. Ne bom tukaj zdaj trobezljala še o tem, kako zelo je potrebno dvigniti standarde itd. itd. Jaz iskreno upam in si želim, da vam bo tale ritualček, tale postopek, tale tehnika, tole orodje pomagalo pri tem, da boste ozavestili, da ste veliko svoje poti že prehodili, da ste super, da se vsi še učimo, da ni nič narobe, če ne znate, da ni nič narobe, če potrebujete pomoč. In da ni nič hudega, če osebe, ki jih imate morda v neposredni bližini, vam morda ne znajo pomagati. Poiščite druge. Poiščite način, ki je za vas dober. In bodite ponosni na sebe. No, ponosni na sebe naj bo zadnji korak. Se pravi, pripravili smo prostor, povezali smo se s seboj, pisali smo, pretrgali smo, prepustili smo svetlobi, postavili smo na novo in zdaj smo ponosni na sebe.